Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar. Danes bomo pa govorili o tapkanju. Pa ne, da ga sama izvajam, ampak spet vprašanje. Vprašanje gospe, ki je začela pred leti izvajati tapkanje in izpostavljala razne težave iz otroštva, travme iz otroštva, kaj je doživela, in nekako je prišla do zaključka, da ko je terapijo zaključila, čez 2 meseca so se ji začeli panični napadi, en za drugim, dan za dnem. In sumim, da sem s tapkanjem vzbudila vse te občutke, ki so bili potlačeni in so samo prišli ven, in očitno ni imela nekega dobrega orodja, da bi pa dejansko to počistila. Leta nazaj sem srečala kar nekaj ljudi, ki so hodili na družinsko postavitev. In sem opazila pri določenih, da jim je v bistvu ta postavitev družine, ta terapija, samo pometala neke travme iz otroštva, in kar sem jaz opazovala, takrat sem rekla, vsem se malo zasuka v krog. To ni zame. A veste, tako, to pa jaz ne bom šla, ker enostavno sem videla druge ljudi, da imajo potem še večje težave. Ravno tako sem opazovala recimo terapije reikija in se spomnim leta nazaj, ena gospa me je poklicala in rekla, jaz sem mojster reikija in ti bom naredila, ti bom očistila tvoje čakre na daljavo. Zdaj rekla, meni pa ne. Ta prvo sebe zrihtaj, ko boš pa ti sebe zrihtala, pa boš pa mogoče moje čakre čistila. No, danes vem, kaj se je zgodilo v vseh teh primerih. Se pravi, vse te zadeve, zdaj če gremo najprej na reiki. Reiki je odlična zadeva, ampak videla sem, ker sem potem naredila tečaje pranic healinga, da je osnova samo čiščenje. Se pravi, ti se moraš najprej naučiti čistiti svoje energijske centre, poskrbeti za sebe, da ti postaneš dovolj močen steber luči, da lahko zdraviš tem stebrom luči nekoga drugega. In vem, da mnogi te terapevti, veste, tako kot je bil tukaj v Škofji Loki Oblak, to je bil nek bioenergetik, ki je delal dobesedno čudeže in na to je zelo zgodaj umrl. In dejstvo je, da če se ne čistiš sam, to pomeni, da tvoje telo lahko zboli. Kar se tiče še reikija, res želim še to povedati. Glejte, vem, da reiki te uči prepoznavati energije. Ampak dajte za začetek te energije, če slučajno greste na tečaj, uporabljati zgolj zato, da čistite svoje polje, da očistite svoje čakre, da ste vi bolj pretočni glede energije. To je osnova. In jaz sama pri sebi to delam, Jaz želim biti bolj pretočna za te energije in s tem, ko sem jaz bolj pretočna za energije, lahko mogoče komu drugemu tudi pomagam. Pojdimo zdaj na postavitev družine. Ravno tako, postavitev družine, tam se odigrajo neke vloge, nekdo prepozna svojega gospodovalnega očeta, pomeče mu vso bolečino ven, kaj pa zdaj? Kaj pa zdaj? Pač prej, ko je bilo lepo pod preprogo, je bilo to tam. In potem naenkrat pride vsa ta bolečina ven in kaj pa zdaj s to bolečino narediti? Ja, obstaja seveda zdravilni kodeks, kot sem ga opisala v knjigi, ko imajo hormoni žur, dr. Alex Lloyd je to pogruntal, ampak to je orodje, ki deluje zelo počasi. In obstaja zdravilna molitev dekodiranja, to lahko vtipkate na Google, boste dobili posnetek, lahko si naročite CD, ga imate kar v avtomobilu, lahko na SoundCloudu najdete posnetek. V glavnem, zdravilna molitev dekodiranja je še hitrejši način za čiščenje celičnih spominov. No, zdaj pa gremo naprej. Tapkanje, Se pravi, če jaz tapkam na določeno zadevo, se pravi, nisem dala nobenega tečaja, ampak zdaj jaz samo si predstavljam, kako to izgleda. Se pravi, naj se težave z mojo bolečo glavo sčistijo. Recimo, jaz upam, da tisti, ki to uporabljate, da ne učim krive vere, ampak si predstavljam, da je na ta način. Dejstvo je, da moja boleča glava ima neki vzrok.
lahko je poškodba, lahko je to, da sem imela večkrat, ne vem, da sem jih fasala okrog glave, pa me je zato začela glava boleti. Mogoče imam migrenske glavobole, zato ker imam težave s prvo čakro. Ker prva čakra, korenska, vpliva na življenjsko energijo, ki se dviga po hrbtenjači in moja glava ne dobi dovolj energije in zato me ves čas boli. No, o tem pišem v ta novi knjigi, ko imajo čakre žur. Potem je možno tudi, da imam bolečine v glavi zaradi neke poškodbe v spominu svoje duše. Se pravi, da nosim poškodbo iz prejšnjega življenja oziroma energijski odtis poškodbe iz prejšnjega življenja, ki se odraža, se pravi, še vedno odzvanja v tem življenju in mi kaže, da imam tukaj primanjkljaj energije. Zdaj, kako jaz to počistim? Prva stvar, prepoznavanje svojih vzorcev. Mišični test, mogoče pogledajte si za nazaj, kako se dela mišični test. V glavnem, naredim mišični test in prvo stvar preverim svojo resnico. In zdaj, če gremo prav na migrenske glavobole, če bi imela migrenski glavobol, se pravi, se postavim zravnano, pomembno je, da imam sproščen vratno hrbtenico in če sem zategnjena, moram ta del popolnoma sprostiti, pomigati ta del. Vdihnem globoko, izdihnem in rečem, da moje težave z glavo so povezane s spominom moje duše na poškodbo glave v zadnjem življenju. Recimo, videla pri svetovanjih, da določeni ljudje, ki predelujejo recimo drugo svetovno vojno, tisti, ki so umrli v eksploziji, da so lahko imeli tako hudo poškodbo čez glavo, da imajo v tem življenju kar naprej glavobole. Ali pa videla, spet v narekovajih, pač te inserte v prejšnjih življenjih, recimo ljudje, ki so bili skalpirani v prejšnjih življenjih, imajo vedno težave pač tudi z glavoboli. Tako da je tukaj treba pač poceliti ta del energije na glavi. No, v glavnem, prva stvar, preverimo, če to imam. Druga stvar je potem zdravilna molitev dekodiranja in to je orodje, ki učinkovito odstranjuje celične spomine. Naslednja stvar je, da roke dam v klunček in usmerjam pač energijo v te zdravilna središča. In naslednja je, da roke dam v položaj blagoslova in si sebe slikam, kako sem že zadovoljna, zdrava, brez bolečin, se pravi popolnoma zdrava, popolnoma v svojem božanskem potencialu. No, zdaj pa, če se vrnem na tole gospo. Strah me je, da bom ponovno zbudila vse te grozne občutke, ne bom pa jih znala pozdraviti, saj jih bom spet samo potlačila in nekako utišala misli, da bom sploh preživela dan. Se pravi, ta gospa sprašuje, če zdravilna molitev dekodiranja samo pomaga tem bolečim spominom, da pridejo na dan, ali jih tudi očisti, ampak dejansko jih očisti. In za vse tiste, ki imate težave, zdaj mi dejansko pride na pamet en gospod, pa ne vem, mogoče sem vam že govorila, točno vem, da predeluje smrt v zadnjem življenju, ker ima grozne psihične težave. In vsi tisti, ki imate grozne psihične težave, ki imate neke preganjavice, ki imate moreče sanje, predelujete tudi v sanjah bolečo smrt iz zadnjega življenja. Zato enostavno, kako to naredite? Najprej preverite z mišičnim testom, se pravi, moje more so povezane s točko smrti v zadnjem življenju. In če vam mišični test pokaže resnico, potem naredite zdravilno molitev dekodiranja, se pravi, vsemogočni Bog, če je v skladu z božanskimi zakoni, naj se sčistijo v vseh smerih časa in prostora vse zavedne in nezavedne kode moje duše, ki so povezane z nasilno smrtjo v zadnjem življenju. Naj se vse ravni mojega duha napolnijo zdravilno Božjo svetlobo. Tako da ja, glejte, to je orodje, ki ne samo, da pomeče ven neke težave,
ampak jih dejansko odstranjuje. In zdaj, ko razmišljam, ena gospa, ki je dala vse žive tečaje, tudi prej, ki jo skozi, mi je nekoč rekla, ko sem začela to potovanje po teh zdraviteljskih vodah, sem bila še v redu. In potem sem vse te tečaje naredila in razvijala samo višje čakre, se pravi, ta duhovnost jo je tako privlačila. Ona bi bila, a veste, ta duhovnost, rekla, ampak nisem se pa ukvarjala s svojo bolečino. In ona je ranjena kot ženska. Prvi mož jo je pretepal, alkoholik, potem je bila z drugim partnerjem, nista se poročila, ampak jo je ravno tako je bila zlorabljena in na koncu je zdaj sicer babica, ampak ženske težave na ženske težave in tako naprej. Neprestano ima neke težave, cela sesuta, brez energije. In nam nikdar pozabila, jaz sem bila stara 40 let, ona ima na isti dan rojsten dan kot jaz, ona pa 50, sem rekla, vse dobro zgledaš, je rekla, ampak toliko se pozna teh 10 let, tako sem stara vse vnoter. Je rekla, se boš videla, se boš tudi ti tam. Pa zdaj, če pogledam, tudi jaz sem tukaj, pri 50-ih, ampak vam povem, da ne, ni res, da moraš se postarati. Če boste zraven počistili vse te vaše mišične oziroma čustvene motivce, vaše celice se ne morejo starati. Mislim, se bolj počasi starajo, se obnavljajo, jim date priložnost, da se obnovijo, da se pomladijo in da od znotraj postajate vitalni. No, tako da, to je dejansko sporočilo za danes. Gospe bom poslala mail, da ji povem, da sem odgovorila vse skupaj v videu. Mogoče mehen spodbude za vas, ki ste iskalci luči in poti, da boste lažje najdali rešitev za svoje težave. No, zdaj pa pojmo še na prehod v novo dobo, da vidimo, kaj ima stvarstvo ta trenutek za sporočiti. Za nas, ki smo na poti osebne rasti. Da vidimo sporočilo, ki je ta trenutek pomembno. Zaupam Božji hitrosti, vse se ureja v najvišje dobro vseh. Potrpljenje. Res, da je noter beseda trpljenje, ampak dajmo raje uporabiti drugače. To, ko potrpiš, ali pa ko počakaš, mogoče bi bilo počakanje, ali pa umiritev, mogoče ta prava beseda v slovenščini. Počakaš, da, veste, če pride nek hudournik, pa če si pameten, ne boš rinil pač v hudournik. Počakaš, da se voda zlije. Če je nevihta, pač ne greš v najhujšo nevihto, pa lajaš proti strelam, ampak počakaš, da se neurje umiri. In zaupam Božji hitrosti. In vem, da včasih je težko zaupati iz svojih izkušenj. Veste, mi bi hitro, bi zdaj. Ampak, tako kot so rekli stari ljudje, Božji mlini meljejo počasi, pa ziher. In to je dejstvo. Božji mlini meljejo, sigurno, sigurno. Gremo na naslednjo sporočilo, prehod v novo dobo. Verjamem, da prihaja nova zlata doba. Pripadnost. Jaz sem človek, sem bitje svetlobe, ki deluje v dobrobit vseh. In tudi vi ste človek svetlobe, ki deluje v dobrobit vseh. Verjemite, vsak izmed nas ima v sebi lučko Božjega, vsak izmed nas ima v sebi poslanstvo, ima svojo moč, ima svoje odgovore in dajte si zaupati temu svojemu notranjemu vodstvu. Dajte, tudi jaz se učim, da prva misel, ki gre skozi mene, je ta prava, da prvo sporočilo, ki ga zaznam, je ta pravo in da jaz vem, v mojem življenju se učim prepoznavati. Prepoznavati tudi ljudje, ki so dvolični, a veste, eni tako fajn govorijo, ne? In tudi lahko za mene preizkusite z mišičnim testom. In se lahko vprašate, ne? Imate nekoga, ki je tako strašen prijazen, ampak nekaj vas bremza, nekaj vas vleče nazaj. In naredite mišični test in lahko tudi zame naredite in rečete, občutek imam, da, ne vem, da je Minki samo do prodaje. Dobro, jaz sem prepričana zase, da ne. Ampak če pa vi mene tako občutite, je to vaša resnica, poslušajte nekoga drugega.
Ne boste mene poslušali, če vidite, da imate občutek, da vam hočem nekaj vsiliti. Veste, poslušajte svoje občutke, svoje notranje vodstvo. Ta trenutek je nekih gurujev, ki bi jih nekdo kot gobe podržil. In bodite pozorni na te guruje, kaj vam prodajajo, kaj vam želijo, kako. Dajte govoriti svojo ali poslušati svojo resnico, svoje vodstvo. In ne ga ubiti. Čas je, da začnemo spremljati svojo resnico, ker jo imamo vse vnoter in ta resnica je za nas ta prava. Res ta prava. To je tisto, kar mi rabimo v svojem življenju. Mi imamo svoje vodstvo, svojo dušo, svoje poslanstvo in se učimo na tem potovanju skozi življenje pač zaupati tem sporočilom, ki grejo skozi nas. No, dajmo pogledati Ošotove karte, da vidimo, kaj sporoča stvarstvo za vse tiste, ki ste iskalci poti, luči, nove vizije, napredka, ki želite nekaj spremeniti v svojem življenju. Sama je vam padla, da vidimo. Upočasnite tempo. To je prvo sporočilo. Upočasnite tempo, zato da boste lažje slišali svojo resnico. Ker če ne upočasnite tega svojega tempa, ste v preveliki brzini, da bi lahko zaznali sporočilo, ki vam nekaj govori glasek. Ne, ni to za tebe, pet stran. Kaj pa če bi to, pa mogoče pride nek video, nekaj te potegne, ampak dajte preverjati svoje občutke. Čas je za zdravljenje. In danes govorimo o tem. Začnite delati zdravilno molitev dekodiranja, da boste pozdravili svojo podzavest. Ker podzavest, kot pravi Joe Dispenza, 95% tega, kako reagiramo, je povezano s podzavestjo in z našimi nekimi programi, ki jih vlečemo že dolgo časa za seboj. In ta tretja je prišla ven. Uspeh. Čas je za proslavljanje, čaka nas uspeh, a je letos po kitajskem horoskopu tigrovo leto. To pomeni, da dobesedno jezdimo uspeh. Ampak samo, če poslušamo sporočila sebe. Zato poslušajte sebe in dovolite, da vas vodi vaša duša. Ker vaša duša bo vedno najdla pravo pot. Uživajte in naj vam pri vsem, kar delate, pomaga Božji blagoslov. In potem bo lažje. Uživajte!